Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec v tokratni oddaji županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Za začetek oddaje se osredotočiva na, lahko bi rekli, glavno točko prejšnje seje, in sicer rebalans proračuna za letošnje leto. Na seji je bil sicer v prvem branju. Kakšne so bile ugotovitve? Zagotovo so se določene spremembe zgodile od sprejetja proračuna za leto 2025 v juniju lanskega leta. Predvsem so ključne spremembe v tem, da se je spremenila višina povprečnine, s katero so se zagotovili dodatni prihodki, ki jih pri sprejemanju proračuna v višini približno 750 tisoč evrov nismo mogli predvideti. Potem smo imeli tukaj še na prihodkovni strani tudi prenos sredstev v višini 1 200 000 na podlagi presežka proračuna v lanskem letu. In potem so še določena sredstva, ki smo jih na podlagi sklepov pridobili iz, se pravi, državnega proračuna. In to je dejansko tisti razlog, ki je na nek način botroval k temu, da iščemo rešitve za pokrivanje novih stroškov na odhodkovni strani. Najbolj ključni novi stroški na odhodkovni strani so predvsem povečanje materialnih stroškov in stroškov za plače v javnih zavodih. To je tudi posledica, se pravi, tako imenovane plačne reforme. Tak strošek je tudi sofinanciranje 50% povečanja cene v vrtcih s strani občine Litija. Potem so pa določeni odhodki, ki se pa tičejo bolj investicijske narave. Ti odhodki so pa seveda povezani predvsem se pravi, nekaterimi novimi projekti oziroma k višji intenziteti določenih projektov, kakor so bili oblikovani pri osnovnem predlogu proračuna. To je zagotovo ena izmed takih ključnih projektov je satelitski urgentni center, kjer zagotavljamo bistveno več sredstev, tudi lastnih, se pravi približno 350 000, že v letošnjem letu. Prav približno toliko bo potrebno tudi še v prihodnjem letu 2026. Potem so določeni projekti, ki so povezani z, se pravi, načrtom za okrevanje in odpornost. Tukaj je potreba po sanaciji strehe na osnovni šoli Gabrovka. Če želimo z ukrepom načrta za okrevanje in odpornost tudi na tem delu šolske strehe namestiti sončno elektrarno, ki pa je pogoj za tako imenovano samooskrbnost potreb po, se pravi, porabi električne energije na sistemu kanalizacije Kresnice, ki se je pričela z gradnjo. Tudi na tem sistemu delno povečujemo planirana sredstva, ki bodo omogočala tako začetek in tudi hitrejšo izvedbo del v letošnjem letu. Pol so tukaj še določeni povečanja sredstev na področju vodooskrbe, tudi z namenom priprave ustrezne dokumentacije pri evropskih projektih, ali pa potem tudi področje cest. Tudi tukaj povečujemo določena sredstva in pa športne infrastrukture. Predvsem je tukaj mišljen, da zelo resno letos štartamo z projektom celostne ureditve športnega parka Praprošče. Tudi s tem projektom bomo kandidirali na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in šport.
In pa potem še tukaj so določeni drugi projekti, krajevno središče, recimo Gabrovka, krajevno središče Gabrovka, ter seveda in pa otroško igrišče, recimo tukaj na Rozmanovem trgu v Litiji, ki so dobili dodatno mesto v predlogu proračuna. Si lahko obetamo še kakšne večje spremembe v drugem branju? Nekaj sprememb bo, saj nekaj določenih na investicijskem delu, mogoče najbolj takšne dva cestna odseka sta še takšna, pa določeno povečanje sredstev tudi za cestno infrastrukturo v mestu Litija. Gre se za projekt enega pločnika, ki se navezuje tudi na projekt obnove železniške postaje v mestu Litija. Pa potem je tukaj še začetek investicije šolski center na Dolah, se pravi vzgojno-izobraževalni objekt, ker tudi s tem projektom želimo kandidirati na prihajajočem razpisu za se pravi investicije v šolstvo. Skratka, ves proračun je naravnan na smer pridobivanja še dodatnih, se pravi ali evropskih ali državnih sredstev ali pa sredstev določenih javnih skladov, zato da mogoče z to dopolnitvijo naredimo maksimalno možnost koriščenja razpoložljivih sredstev za prepotrebne naložbe v družbeno in gospodarsko infrastrukturo v občini. V nekaterih občinah je že praksa uporaba sončnih elektrarn na javnih objektih. Omenili ste, da je nekaj sredstev rezerviranih tudi za tovrstne projekte. Mogoče kakšno besedo več o tem? Ja, mi smo bili uspešni, občina Litija je bila uspešna na razpisu konec lanskega leta. Dobili smo kar 9 potrjenih projektov za sofinanciranje. Med temi projekti, kot je športna dvorana v Litiji, osnovna šola Gradec, zdravstveni dom Litija, potem je tukaj vrtec Jurček Jevnica, osnovna šola Jevnica in tako naprej. Zgradili smo že tudi nekaj konec lanskega leta, se pravi tako večnamenski objekt pri rudniku Sitarjevec, podružnična šola na Polšniku, prav tako šola na Dolah, vrtec v Gabrovki in pa športni dom v Jevnici, pa podružnična šola v Kresnicah, da z tem paketom prispevamo k sistemu tako imenovanega sistema samooskrbnosti z sončno energijo pri porabi sredstev na javnih zavodih. Tukaj bomo morali zagotoviti določena lastna sredstva v višini 120 tisoč, vendar bomo skorajda nekaj manj kot $500,000 dobili nepovratnih sredstev za, se pravi, izvedbo tega projekta v letošnjem letu. Kako pa je samo projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo javnih objektov? Ja, tukaj zdaj najprej delamo tako imenovane popise, preglede omenjenih objektov. Želimo pa v ustreznem času, še v letošnjo spomlad, da do poletja pripravimo vso potrebno dokumentacijo, vsaj za najprej 3 objekte. Že prej omenjena, se pravi sanacija strehe v Gabrovki in tako naprej, terja se pravi tudi ureditev zamenjave oken, del strehe, potem tudi obnova fasad na šoli v Gabrovki. Tam imamo en primer neprimerne gradnje, ki je bila ob sami rekonstrukciji v začetku tega tisočletja. To je ta tako imenovani kovinski fasadni ovoj,
na enem in drugem delu, ki iz vidika neprepustnosti oziroma predvsem samega zamakanja v, se pravi, sami del zidovja zagotovo povzroča že zdaj nekaj težav, na dolgi rok se pa zavedamo, da zadeva ni ustrezna, hkrati pa tudi ni energetsko varčna. Tako da zato smo se lotili prioritetno osnovne šole Gabrovka, pa seveda tudi zelo urgentno osnovne šole Gradec na Graški Dobravi, kjer gre za večji objekt in tudi energetsko bolj potraten, ter seveda občinsko stavbo. S temi 3 projekti tudi želimo pripraviti vso potrebno dokumentacijo in se še v letošnjem letu pravočasno prijaviti na razpis Ministrstva za okolje, prostor in pa energijo. Novosti oziroma novosti pa se trenutno dogajajo tudi, kar se tiče vodooskrbe. Ja, že približno 2 leti pripravljamo vso potrebno dokumentacijo na različnih segmentih sistema širitve vodovoda Litija-Šmartno. Pomembno je to, da je občina Litija za povezovanjem javnih vodovodnih sistemov na sistem vodovoda Litija-Šmartno zdaj že skupaj z Šmartnim pri Litiji pridobila več kot 10.000 uporabnikov na tem sistemu. To nam omogoča, da lahko tudi na tem sistemu in za širitev tega sistema ter obnovo tega sistema ter hidravlične izboljšave kandidiramo na kohezijskih evropskih sredstvih. Za ta namen pričakujemo, da bomo lahko pridobili cirka 2,5 milijona evropskih sredstev. Zato je sam projekt sestavljen iz 5 sklopov. Sklop povezava litijskega črpališča ob Ljubljanski cesti z Svibnom ima že gradbeno dovoljenje. Sklop povezave Kresnice Ribče se pravi preko mostu do glavne ceste G208 ima prav tako že tudi gradbeno dovoljenje in tudi zamenjava vseh azbestnih in cevi v naselju Kresnice, ki bo omogočal zmanjšanje, se pravi zmanjšanje izgub na tem sistemu. Ima prav tako že gradbeno dovoljenje. Sanacija in nadgradnja, se pravi povezave med Golišem, Kresniškim vrhom in Kresnicami, pa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Še največ pa imamo še v zadnjem času za postoriti in to zdaj intenzivno pripravljamo. Tudi 5. sklop, to je sanacija, izboljšave, hidravlične izboljšave, predvsem pa zmanjšanje izgub v mestu Litija. Tukaj gre pa tudi, predvsem je to področje Graške Dobrave, nekaj tudi še področje stavb in pa starega mestnega jedra, kjer pa želimo, da bi v celoti zamenjali še vse preostale azbestne cevi, s tem zagotovili kvalitetnejšo preskrbo, boljšo preskrbo, zmanjšali izgube ter zmanjšali izgube. Znano je poslovanje Litijske komunale za leto 2024. Kakšno leto je za njimi? Ja, mislim, da je za njimi uspešno leto. Zagotovo so dobili največji paket novega upravljanja vodovodnih sistemov v občini in tukaj so še malo kadrovsko šibki, zato se bojo mogli še v letošnjem letu ojačati. Se pravi, kar 4 vodovodni sistemi, Leše, Sava, Polšnik z Mamoljem in Dole,
so prišle v upravljanje. Gre za vodovodne sisteme po dolžini cirka 40 km in približno 1500 uporabnikov, kar zagotovo ni majhen zalogaj, vendar kljub vsemu je bilo poslovanje solidno. Čisti dobiček slabih 100 000 evrov, sicer ni ne vem kakšen rezultat, ampak to tudi ni namen javnega podjetja. Zagotovo pa je pomembno, da je poslovanje pozitivno, ne, in da seveda na podlagi tega pozitivnega poslovanja lahko potem se pravi tudi načrtujejo določene poslovne aktivnosti. Zagotovo pa tudi ta presežek ne izhaja vse iz, se pravi, tistih prostih sredstev. Skoraj da polovico teh sredstev bodo tako in tako morali vrniti nazaj uporabnikom z tako imenovanim sistemom poračuna, ki je ob vsakem začetku leta. Preostanek pa so razpoložljiva sredstva in tukaj je tudi skupni organ odločil, da naj bi se ta sredstva namenila za ureditev dodatnega nadstreška na samem dvorišču javnega podjetja, zato da bodo, se pravi, tudi logično park, vozni park, strojni park se širi in prav je, da so te stroji na varnem in pod streho na suhem. Še nekaj mogoče pri poslovanju komunale, da ne pozabim, največji se pravi skok je pri tem, da je dejansko že drugo leto zapored kar bistveno povečanje se pravi izbranih količin odpadkov. Se pravi, tukaj na nek način se zastavlja vprašanje, da je sistem recikliranja premalo učinkovit in bi rabili tudi na širši ravni najti in poiskati ene rešitve, da bi ta sistem se izboljšal. Hkrati pa seveda tudi opazujemo, ne glede na to, da je zbranih odpadkov več, da je pa teh odpadkov tudi v naravi, predvsem ob cestah, zadnja leta več, in kar pa je zaskrbljujoče. Tako da mi imamo zdaj tudi čistilne akcije po krajevnih skupnostih, po občinah in zagotovo bo gro enih aktivnosti preventivnih šel tudi v tej smeri. Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala tudi vam in vse dobro želim spoštovanim gledalkam in gledalcem. Mogoče bi še izkoristil to priložnost, ko smo bila lih pri smeteh, ne, da bi na podlagi razporeda, ki je v glasilu občanov, povabil vse občanke in občane, da se udeležijo teh akcij za, se pravi, pobiranje odpadkov v naravi. V Litiji bo ta akcija v soboto 5. aprila, tako da vljudno vabljeni, da nekaj skupaj naredimo za lepšo in prijetno našo okolico in naravo.